To je bila letošnja zadnja seja, naslednja februarja, verjetno že v živo tudi na spletni strani občine. Jaz mislim, da je dovolj časa, da bomo uredili tehnične podrobnosti in da bodo stvari stekle tako, kot so zamišljene. Na kak način? To je stvar tehnike, jaz se v tehniko ne spuščam, niti nimam namena ovirati kakršnega koli neposrednega prenosa. V bistvu je vedno šlo za vprašanje ureditve tega področja, ki je seveda treba po pravni plati urediti, od tega, kdo hrani tudi na koncu posnetke, koliko časa so na voljo, kje se nahajajo, da ne pride do zlorab. Okay. Novorojenčki bodo od leta 2018 nekoliko več prinesli svojim družinam. Ja, dejstvo je, da je ta znesek sedanji v bistvu izvira še iz časa tolarjev. To je takrat pomenilo 30 tisoč tolarjev oziroma 126 evrov. In nekako v tolikih letih je bilo potrebno pristopiti k temu, da ohranimo realno vrednost te pomoči. Je pa seveda dejstvo, da to gre zgolj za simbolno pomoč, kajti s temi tudi 200 evri nekoliko, bomo rekli, temu pozdravimo, zaželimo dobrodošlico vsakemu novemu občanu ali pa občanki. Ni pa to zdaj smiselno, da bi te zneske zviševali v nedogled, kajti namen je simbolno pozdraviti. Ja. Proračun za naslednje leto je sprejet, tudi v drugi obravnavi, približno 12,5 milijonov, če ga malo pokomentirate. Ja, v bistvu gre zdaj z tem reprogramiranjem kreditov kar za dobrih 14 milijonov na prihodkovni strani. Dejstvo je, da je nujno zagotoviti sredstva za dokončanje dveh velikih investicij, to sta novogradnji vrtca v Ločah in pa na Prevratu, kar se bo zgodilo v prvih 2 mesecih leta 2018. In seveda, kot smo že nekaj let se pogovarjali, namenjamo sredstva tudi za povečamo znesek sredstev namenjen za vzdrževanje javnih poti. To gre za ta del, s katerim upravljajo krajevne skupnosti. In teh 150 tisoč evrov smo dejansko tudi uspeli uvrstiti v proračun za naslednje leto, hkrati pa vsaj nekoliko nakazali trend povečevanja sredstev pri vzdrževanju lokalnih cest. Gre za simbolni znesek 30 tisoč evrov, pa vendarle pomembno je, da smo obrnili trend, da ne zmanjšujemo sredstva, ampak da jih povečujemo. No, poleg tega si srčno vsi skupaj želimo, da bi enkrat dokončno uredili tisti najbolj uničen del lokalne ceste iz smeri Slovenskih Konjic, tako imenovani nadaljevanje Rimske ceste v smeri Zreč, pa vendar je to še vedno odvisno od izida pogovorov z lastnikom zemljišč, ki deloma segajo v traso ceste. Hkrati bi si želeli urediti cesto po Dobravi proti Zrečam, gre za cesto Godec-Pirš, kot ji rečemo. In pa najbolj pomembne stvari se bodo dogajale, kar se tiče cest in pa ostalih investicij prav na Zbelovem, kjer bomo pričeli z gradnjo mostu preko reke Dravinje in pa z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema na Zbelovem, kar je predpogoj za izgradnjo protipoplavnih nasipov, za kar pa ima tudi Ministrstvo za okolje in prostor že planirana sredstva, da bi v letu 2018 pričeli samo gradnjo. No, pri samih cestah je pomembno še, da zagotavljamo določen znesek tudi za izgradnjo krožišča na vstopu na avtocesto v Tepanju in pa pri nekaterih manjših investicijah, kjer sodelujemo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer zagotavljamo solastniški delež. In izjemno smo veseli, da ima tudi državni proračun bistveno več sredstev na voljo za posodobitev cest v naši občini. No, ob tem se mi zdi pomembno še izpostaviti tudi dokončanje obnove oziroma rekonstrukcije pomožnega stadiona na Dobravi in pa nadaljevanje obnove garderob v športni dvorani in pa seveda tista tema, ki nas je zaposlovala dobršen del letošnjega leta, za izgradnjo bazena, za novo gradnjo bazena namenjamo 280 tisoč evrov, kar pomeni, da glede na časovno dinamiko, da bi nekje junija
pričeli z novogradnjo, z odstranitvijo sedanjih objektov in pa z novogradnjo bazenov. Govorimo o 2 bazenih, enem otroškem in pa tem obstoječem, ki bo dimenziji olimpijskega bazena, širine 16-66 in pa dolžine 50 metrov. In ta sredstva bi po naši oceni zadoščala za izvedbo gradbenih del in pa tisti del strojnih inštalacij, ki jih je nujno izvesti ob sami gradnji, ob samih gradbenih delih. Seveda naslednje leto pa je na vrsti potem zamenjava filtrov, dokončanje tistega najdražjega dela, to so strojne inštalacije, tako da bi ujeli kopalno sezono leta 2019 in takrat imeli tudi uporabno dovoljenje. Naslednja faza pa je še potem preureditev garderob, sanitarij, kar pa je že v bistvu nadstandard glede na sedanje stanje. Zdaj ta ocena tega bazena, kaj je zdaj s tem milijonom, milijon ja ali milijon ne? Poglejte, treba jasno povedati, da pač eni namerno, eni nehote razumejo stvari po svojem. In ta milijon je enostavno pač plod domišljije nekaterih posameznikov. Gre za to, da iz projektne naloge izhaja ocena, da bi celotna obnova oziroma novogradnja bazena na Dobravi stala 843 tisoč evrov, to je podatek iz projektne naloge. Sedaj moramo, zraven pa tudi piše stavek, da je po dosedanjih izkušnjah dejanska cena 10 do 15% nižja, kot je ta sedanja ocena. Z sredstvi, ki so na voljo v naslednjem letu, bomo pridobili projekt gradbenih del in pa gradbeno dovoljenje. Šele takrat bomo v bistvu imeli oceno projektanta, koliko bo to stalo. In ko bomo imeli izveden javni razpis za izbiro izvajalca, bomo dejansko imeli isto končno ceno, ki bo pomenila izvedbeno ceno za kompletno novogradnjo. Seveda pa je ta milijon nastal iz špekulacije z dodajanjem davka na dodano vrednost, ki pa si ga bomo, tako kot to ne bo prva investicija, seveda poračunali, tako da občina ne bo obremenjena z davkom na dodano vrednost, kar nikakor ne more priti na 1 milijon. Kdo pa potem, na kak način se ta davek plača? Kako? Kako se to obračuna, na kak način v bistvu se to... Podobna zgodba kot pri dvorcu Trebnik, kjer smo poračunavali si DDV, seveda s tem sedaj pa iz najemnine pa tisti DDV vračamo državi, tako kot star rek pravi, dajmo cesarju, kar je cesarjevega. Tudi tukaj bo podobna zgodba, iz najemnine upravljavcu bomo potem vračali ta DDV, ki si bomo pri sami investiciji pa seveda poračunali. Ok, leto 2017 gre koncem, mogoče res čez kratka ocena? V bistvu v danih razmerah sem jaz kar zadovoljen s tem, kar smo uspeli izvesti. Mogoče najbolj veseli to dejstvo, da smo kljub velikim težavam, predvsem pri Veločah, uspeli pripeljati tako daleč, da imamo uporabno dovoljenje za novi del vrtca na Prevratu. Opravljen je bil tehnični pregled objekta v Veločah in da se zaključuje tudi rekonstrukcija starega dela vrtca na Prevratu. Izjemno pomembni investiciji in v bistvu to pomeni, da nas, kar se tiče vrtcev, čaka le še energetska sanacija ali pa po vsej verjetnosti, glede na sedanje izkušnje, kar novogradnja v bližnji bodočnosti tudi vrtca na Tatenbachovi. In pa večkrat smo omenili, da smo veseli vsakega napredka pri skrbi za zdravo okolje, za čisto okolje. Pred kratkim smo nekako svečano predali namenu tudi sekundarno kanalizacijo znotraj nekdanje tovarne Konos, kjer smo uspeli zdaj z sekundarno kanalizacijo povezati vse obrate in to odplake speljati na centralno čistilno napravo, da ne teče več direktno v reko Dravinjo, kar je se dogajalo desetletja in desetletja in nažalost tudi še 3 leta po izgradnji centralne čistilne naprave, da smo uspeli ta del povezati. Seveda pa ostaja še kar precej sekundarne kanalizacije za zgraditi, kjer pa si obetamo zdaj po 3 letih prvih
prvih evropskih sredstev, na katera bi lahko kandidirali, da bi pospešili izgradnjo sekundarne kanalizacije in s tem, da dosežemo čim večjo priključenost na čistilno napravo. Pred nami je volilno leto, že kaj razmišljate o vnovični kandidaturi? Jaz bi rekel tako, zdaj je čas božiča, čas miru in praznikov, marsikaj se bo dogajalo še v naslednjem letu, do volitev je pa tudi še relativno daleč. Zadnji ste omenili, mislim, da ni neke gradnje tej novi, mislim, tej poslovni coni Konus, če mogoče o teh 3 novih investitorjih. Ja, v bistvu se končuje gradnja pri podjetniku Vravorju. V načrtih oziroma v izdano gradbeno dovoljenje pa je za podjetje Konus Konex. Ti bodo zagotovo pričeli, čim bo vreme to omogočalo, že spomladi leta 2018. V pridobivanje projektne dokumentacije je investitor Avto Krka, ki je mimogrede odkupil tudi tisti betonski skelet nekdanjega Konusovega inštituta, tako da se tam obetajo veliki premiki. V pripravi dokumentacije pa ima tudi podjetje Menard namen širitev na območje novega dela poslovne cone in tudi avtoprevozniki, obe podjetji Fjauš imajo določene načrte, tako da se bo zadeva kar kmalu zavrtela in jaz se bojim, da bo čez 2-3 leta ne bo več prostora na tem mestu. No, mogoče še pa omenimo nadaljevanje oziroma sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno oziroma obrtno cono v Tepanju in hkrati v naslednjem letu jaz pričakujem v drugi polovici leta že začetek izgradnje komunalne opreme, tako da bodo že konec leta 2018 ali pa začetku 2019 podjetniki, ki imajo zemljišče na tem območju, lahko pridobili tudi gradbeno dovoljenje za svojo gradnjo.